Nam lahko za začetek predstavite knjigo, ki je pristala Beethovenova Obara? Knjiga predstavlja najbolj slavne oziroma najpomembnejše glasbene ustvarjalce od baroka do današnjih dni, in sicer seveda velikega Johana Sebastiana Bacha, potem Wolfganga Amadeusa Mozarta, Ludwiga van Beethovena, potem pa gre v obdobje romantike z Robertom Schumannom in Johannesom Brahmsom do bolj sodobnih glasbenih pristopov, do Igorja Stravinskega. Knjiga je zanimiva predvsem zato, ker te skladatelje, njihova življenja, njihove zgodbe predstavlja na manj običajen način oziroma na zelo duhovit način, deloma humoren, deloma tudi ne, seveda odvisno, kakšne so bile življenjske zgodbe teh skladateljev, in zato me je zelo pritegnila oziroma že v začetku me je pritegnil že sam naslov, kje je pristala Beethovenova Obara. Torej gre za neko povezavo tudi s kulinariko. Ja, verjetno marsikdo ne pomisli, da tudi tako slavni glasbeni ustvarjalci so bili v resnici čisto navadni ljudje in seveda z osnovnimi življenjskimi potrebami, kot jih imamo vsi. Tako je v knjigi res kar nekaj omembe kulinarike, kaj je kdo kuhal, kaj si je kdo zaželel, in tudi z tega vidika je seveda knjiga privlačna. Kako pa ste vi prišli na idejo, da bi prav to knjigo vzeli in jo nekako priredili za radio? Prvič sem se srečala s to knjigo, ko je pianistka Aleksandra Pavlović na enem izmed prijateljskih večerov, ki jih včasih, kako ne rečem, priredim doma, na katerih ob klavirju spoznavamo glasbo, se družimo, igramo, lahko bi rekli kot neki hišni koncerti. No, ko je na enem takem koncertu Aleksandra Pavlović ob igranju klavirja predstavila tudi ta svoj prevod omenjene knjige. Zatem sem jo seveda dobila v darilo in jo prelistala in prišla na idejo, da bi bilo to knjigo mogoče dobro predstaviti tudi na programu Ars in da bi na ta način poskušali mogoče pridobiti oziroma približati klasično glasbo, pa tudi sam program Ars mlajšim poslušalcem. Seveda pa je knjiga prav zaradi svoje duhovitosti privlačna tudi za odrasle. Kaj pa je bil za vas največji izziv pri tej priredbi za radijski medij? Kako ste knjigo glasbeno opremili, glede na to, da sem prebrala, da avtor tudi sam daje nekakšne napotke, priporočila za poslušanje? Na predlog Alena Jelena smo jo uvrstili v oddajo Odprta knjiga. Mojstrsko sta jo interpretirala napovedovalca Mateja Perpar in Igor Velše, sama pa, kot omenjeno, sem jo glasbeno opremila. Pri tem sem se ozirala deloma na predloge, ki jih avtor že sam daje v knjigi, v besedilu, deloma pa sem izhajala, vse skozi sem v resnici izhajala iz razpoloženja, iz vzdušij, ki vejajo iz besedila in ki se v besedilu kar hitro menjavajo, in z glasbo sem želela še podkrepiti to atmosfero, ta vzdušja. Upam, da mi je tudi uspelo.